Dobro jutro na dan, ko so spet vsi alarmi rdeči. Kako zelo je nevarno, naj vas bo malo strah. Dajmo se malo poglobiti v ustrahovanje, medtem ko je najbolj strah tiste, ki so najbolj lagali. Ne? Ti zdaj otvoritev roga, ne, pa to branijo policaji, želvaki, medtem ko se elita masti, seveda. Valjda niso dali prostovoljnega prispevka, da žrejo drage narezke, ne. Valjda spet iz našega žepa, banda smrdljiva, prodana. Ampak dobro, vidimo jih, prepoznavamo jih, to je tisti ključ, ki ga mi rabimo, in dovolj je, da prepoznamo igro, dovolj je, da prepoznamo stvari in se vprašamo in rečemo vse, kar rabimo. Dajmo miru vsaj priložnost, ne? In če pa želimo miru dati priložnost, moramo na njihove provokacije dati mir. Jih pustiti tam. Naj oni iščejo intrigo, se reče po naše, torej dokler iščejo problem, provokacijo in tako naprej. Ne moramo mi nazaj reagirati pa reči, no, pol bo pa mir. Najprej boš ti mene dražil, pol bom jaz tebi rekel, da si me narobe dražiš, pa lažeš, pol bo pa mir. Nikoli ga ne bo. Na tak način ne, in to smo že mi počasi pogruntali in miru končno dajemo to priložnost, o kateri je govoril Lennon pa Yoko Ono, a ne, dajmo miru priložnost. Ja, zagotovo lahko mu damo priložnost, predvsem, ko smo ugotovili, da si je mnogo ljudi, predvsem elita in ustanove in organizacije in državne z medicino in sodstvom in šolstvom in religijami, da so si izgubili zaupanje in izgubili so vsako kredibilnost. Tudi ljudje v naši okolici, mnogo njih je izgubilo svojo kredibilnost in kaj? Ko je izgubljeno zaupanje, kaj? Kaj pol? A pol rečemo, ja, da je prosti, pa je vse isto. Nikoli več ni nič isto in to je tisti catch, ki ga moramo mi zastopati, da oni nimajo več nobene kredibilnosti, ne moramo mi njim verjeti, če so se nam pa tako debelo lagali na vseh nivojih. Ne? In zdaj nekako se trudimo, da bi širše ljudje zaznali, da volitve nimajo smisla, da peticije nimajo smisla, da sodelovanje z negativci nas pelje točno v prepad. Tak je pa bil tudi namen. Nov svetovni red je bil, pelji jih v prepad. Ne, mi bomo zavladali eno vladje za cel svet in stvar rešena. Zakaj bi se borili s tisočerimi religijami, z mnogoterimi vladami in mnogoterimi budci, če pa lahko imamo svojo eno vlado, imenujemo jo New World Order, VEF, kako že Svetovni gospodarski forum, ali pa WHO, torej Svetovna zdravstvena organizacija. En bo že speljal, banda ena pokvarjena. Ne bo šlo, prepoznali smo vas, izgubili ste zaupanje, kredibilnost in stvar je zaključena. In, dragi moji, po celem svetu nas je čedalje več, ko rečemo, gonte se vi tri krasne, mi gremo po svoje, tudi film imamo v slovenščini, gremo mi po svoje, pa se pejte vi svoje igrce, laži in prevare. Jaz nisem z nobeno policijo podpisal nobene pogodbe o varovanju in z njimi nimam kaj se pregovarjati. Dočim država kot taka, ali če to sploh še država, to je v bistvu korporacija, a ne? Pa je podpisala, a ne, pogodbo o varovanju elite, a ne? Tako da, dajmo biti previdni okrog tega. Dobro, ok, pa sej odpiramo oči, sej nam postaja jasno. Vendar kaj? Na drugi strani, mnogi, ki nas učijo, ne, se izkazujejo, da v bistvu ta pretvezica, pod katero se skrivajo, tudi pri njih prihaja na plano. Mnogo borcev za pravice pada na primitivnih forah, ker ne morejo več znositi skupaj vseh možnih mask, ki so jih imeli, da bi nas še vlekli za nos in se nam rugali. Vse je v redu, vse je pod kontrolo, dajmo čas v čas, da širše ljudje zaznajo
na koliko možnih korakih smo bili vsi zavedeni in v tem primeru nikogar ne smemo obsojati, tudi napačnih ne. In prav zaradi tega mogoče ste zaznali v vseh mojih vsebinah, nikogar ne obsojam direktno, mikronsko sem se dotaknil imen upravičeno, sicer pa nikogar ne obsojam, jaz želim vse dobro, vsem, brez izjeme. Vendar morajo pa stvari priti na plano in ni na meni ali na nas, da na koga s prstom kažemo, naj se vsak pokaže sam in čas kaže vse. Enostavno, kolikrat smo že rekli, hobotnica nima več glave in zdaj bezlaje vsak po svoje in so nesinhroni in ne morejo sinhrono pokrivati vsega, kar bi nam radi podturili. Ne, kaj je zdaj s korono? Je, ni, ali je samo v bolnicah drgijo, ni, ali kaj je zdaj s Palestino, ne? Izraelu se izteka čas, ima pogodbo do 30. oktobra, pol pa gotovo. Torej, vino toka bo konc, ne, vino bo stočeno in Izrael gre, ne, taki so podatki, zdaj kaj sledi, itak nihče ne ve, zaradi tega niti ne nasedati, kaj se bo zgodilo, zato ker noben od nas tega ne more in ne sme vedeti, sicer bi nasprotnik tudi vedel, kaj so naslednji koraki, ne? Vsekakor je na svetovnem nivoju mnogo premikov, mnogo korakov, mnogo odločitev, mediji lažejo kot pes, ne pokrivajo stvari, ki bi jih mogli, ampak nič novega, a ne? Ništa novo na zapadu, vse to gre po starem, samo naša pozornost je bolj odprta na način, zdaj smo dali, vsaj iz moje strani, pa tudi še sem ujel, kako zgleda programiranje umov in recimo smo imeli obej, kako so ljudje stojijo na ulici, črne pa bele obleke in če malo poškilaš, vidiš obej. Zanj je bila ena tudi vagina ali nekaj, pa jaz sem vam dal obraz punčke, in v bistvu, ko smo prvič bili opozorjeni, a vidiš, se drugič avtomatsko smo bolj pozorni in bolj s pozornim detektivskim očesom gledamo. In ja, dovolj je, da nam je pokazano enkrat, da lahko smo bolj pozorni na vseh nivojih. In smo. Pozorni smo postali pri medijih, pri šolstvu, pri sodstvu, pri politiki, pri medicini, religijah in tako naprej. Najbolj bistveno pa je, da se izobrazimo v tem, da prepoznavamo način delovanja bolanih oziroma spletkarjev, organiziranih, imenovali smo jih narcisi in naša naloga je biti dober prepoznavalec narcizma in v okolici nasplošno in v lastnem okolju. Valjda ne bo prišel Trump pa bo rekel, ti poslušaj, zdaj bom rekel, Jožica, a ti vidiš, kdo je narcis okrog tebe? Naša naloga je, da prepoznamo, kako delujejo in kdo je tak, ki ima te lastnosti. Ker konc koncu smo že imeli en video, kada imajo isti učbenik, ne? Vsi na celem svetu se enako obnašajo. Pa ne zaradi učbenika, ampak zaradi tega, kaj imajo v sebi kot prioriteto. Vsi imamo v sebi slabe in dobre lastnosti, vendar katere damo v ospredje, tle se pa mi razlikujemo. In te, ki imajo v ospredju temo, zlobne namene, prikrite namere, te ljudi smo morali dati na stran, jim nič nočemo, nobenega ne tepemo, nobenemu nič slabo, vse želimo na svoji strani, vendar, dokler so toksični, naj bodo tam, lepo vas prosim, ne popuščajte in ne padite na trike, sploh na trike ustrahovanja, kaj da bo, pa ta digitalizacija, pa denar, pa tako jaz res verjamem v Gesaro, v lepši svet za vse in sem prepričan, da si pravični ljudje, tisti, ki smo dali svetlobo v ospredje, to resnično želimo in to želimo za vse, da smo enkrat za vselej nehali s krajo, korupcijo, podkupovanjem za nepravilna dejanja in bolj, kar razmišljam, bolj se mi zdi, pa se resnično mora biti digitaliziran denar, da nam je jasno, kam korupcija gre, kaj ljudje z denarjem počnejo in na kakšen način so ga pridobili, kaj ne. In eno dobro razmišljanje, pa smo ga že dali v ospredje, mislim, da enkrat ali dvakrat,
kvantni finančni sistem želi vsakmu dati dovolj sredstev. Tisti, ki jih bo kopičil, jih bo dobival čedalje manj, torej meni, jaz pa imam, ta jih bo dobival čedalje manj, in tisti, ki bo ta sredstva uporabljal za dobrobit družbe, da bo družba prosperirala, pa jih bo dobival čedalje več, kar se mi zdi meni več kot logično in več kot smiselno, da v bistvu bomo počeli stvari, bomo za njih plačani, ampak počeli bomo stvari, ki bodo v dobrobit družbe, in samo s kontrolo financ lahko pridemo do tja. Ker finance kot take, ki so bile zdaj, ko je borba za gotovino, to je najbolj nekontrolirana oblika, kovčki sem, kovčki tja, in ne gre to tako, ne? Tudi religije ne bodo s postterminali mogle se iti igrc, ne? Kam pa gre pol ta denar? Veš, se to vse gotovina, zdaj pa mi se pa borimo, naj gotovina ostane. Sej, verjamem, marsikomu je to težek zaplet v glavi zrealizirati, nekako so dali, celo mediji so podprli to, bom rekel, uporabo gotovine in zbiranje podpisov, kar še dodatno smrdi se, kar mediji rečejo, je treba glih kontra narediti, ne. Torej, tle s to gotovino marsikaj pride na plano, pa spet nikomu nič slabega, vsak ve, kaj dela, tako kot vsak lahko deli svojo resnico na svojem zidu, na svojih videovsebinah, skozi svoje knjige. Najbolj primitivno pa je, da se nekdo spotakne ob to in to negira. Zdaj, mnogi ljudje, najbrž ste opazili, bom rekel prej osebe, stvari samo negirajo. Ja, pa kurc pa to, ja, pa kurc pa uno, ja, drek pa uno tretje, ja, pa tam so nas nategnili. In pol imaš občutek, da ti imaš komunikacijo s pravim človekom. Ampak, če se vprašamo iskreno, se ti pol sploh ne veš, za koga oziroma kaj ta človek ima, kot da prosperira, oziroma k čemu stremi. Zaradi tega ni dovolj negirati, potrebno se je definirati, kaj sem. Čak se to sem jaz napisal, ni dovolj, da se tako. Če si samo kontra, pol še zmeri ne vemo, kdo si. In to je tudi ena izmed takih, bom rekel, bodite pozorni, ko imate opravka z ljudmi tu in tam. Ljudje, ki večno samo negirajo, ni nujno, da so na vaši oziroma na naši strani, ne? Ker itak negirajo vse, kar srečajo, za povrh se pa najraje še posmehujejo, pa za hrbtom temu, kaj mi zagovarjamo s takim pogumom, zanosom in, bom rekel, se prebijamo skozi to negativnost in ta strašna druga mnenja, ne? Ko ti nekdo pride kontrirati tvoje mnenje, ki si ga izrazil, pol je pa užaljen, ker ne sprejmeš drugega mnenja. Še enkrat, drugo mnenje je lahko nevarno in učinkovito, ampak smrtno nevarno. Zato ta druga mnenja smo mnogokrat upoštevali, tudi v religijah je bilo mnenje, da je Bog tam, čeprav smo vedeli sami v sebi, da nekaj ne štima, pa smo to kar sprejeli zaradi tega, ker je množica to sprejela, ne? Torej množično zavedena množica je nekako ucepljala oziroma normalizirala nekaj neresničnega, nekaj nenormalnega, enako se dogaja z LGBT-jem in tako, čeprav je sama legebitra v štartu bila namenjena vsem, ki imajo, bom rekel, razmišljanja takšna in drugačna. Mnogim puncam so se moški uprli, a valjda, če same narcise srečala, valjda pol moškega ni marala, in mnogim moškim so se vse ženske uprle, valjda, in tako. In v teh primerih je legebitra bila v pomoč. No, zdaj so iz tega naredili eno balalajko, zdaj ali je bila legebitra ukradena ali prodana, to so druge stvari. Ne bom se kaj odpuščal, ker ne vem, vsekakor pa to, kar imamo zdaj, te cirkuške predstave strani, bom rekel, tega poigravanja med spoli, je pa norost brez primere. In ena lepa je, imamo dva spola, en rabi ginekologa, drugi urologa, vsi ostali spoli rabijo psihologa oziroma psihiatra, ker to so neuravnovešenosti, kakorkoli to obračamo. Cirkus. Cirkus je vse povsod, ob razpadu Babilona je bilo cirkusa mnogo. Ko gre v cirkusu kaj narobe, spustijo klovna, da gre nekaj hudo narobe. Lahko trdimo, da gre nekaj hudo narobe, kajti klovnov je na vsakem vogalu vse več. Vse bolj nas probajo prepričati s svojimi maskami, svojimi triki, svojimi
Mi smo pa pogruntali, da ne besede, ne gibi, ne oblačila nimajo več nobene teže, ker smo rekli, gremo na nivo energije. Med ljudmi pravimi se počutimo dobro, med napačnimi pač slabo, obremenjeno, izčrpano in utrujeno. Prav zaradi tega v ta namen sem se odločil organizirati piknike. Pa še jih bomo, ne vem, kako bomo v zimskem času naredili, mogoče, ja, bomo v nedeljo to rešvali. Skratka, pomembno je, da zaznamo, kdo je pravi in kdo ni pravi, kdo z vami oziroma z nami vibrira v redu in kdo vibrira kontra, disonančno oziroma celo negativno in to našo visoko frekvenco niža. To pa nikar te ne smemo dopustiti, zaradi tega nujno rabimo ostre in nepremakljive meje in ne smemo dopuščati, da jih kdorkoli premika oziroma se z njimi poigrava. Naslednja stvar, kaj je dobra manera? Vprašanje, gospod, kaj je to dobra manera? In dobra manera je sposobnost dobro podnošiti loše vaspitanje, se pravi dobro prenašati slabe manere drugih. Ja, drugi se slabo obnašajo in mi moramo v tem momentu, ko se drugi slabo obnašajo in ponašajo, znati imeti svoje manere, odgovoriti merno. To ne marajo, to jih najbolj boli, ampak dokažimo, da boljši smo mi, da večji smo mi in ne padimo na njihovo nizkotnost, torej na njihove slabe manere. Želimo vsem pomagati, sami si ne morajo, vendar morajo pa tudi si kaj priznati, pa predvsem nehati delati narobe. In propad naše družbe se je začel takrat, kadar smo besedo tale je kradu zamenjali z besedo tale se je znajdu. O tem smo že govorili in ja, mnogo ljudi se je znajdlo se je, zdaj so se pa znašli v kozjem rogu, kajti z lažjo in prevaro in krajo se pride lahko verjetno precej daleč. Problem današnjega časa pa je, da se ti osebki nimajo več kam vrniti, zaradi tega, ker so svoje korenine in dušo pač prodali in delali nekaj, kar se ne sme. Saj vendarle piše, da se ne sme ne krasti, ne lagati. Dodali smo, da se neumnega ne smemo delati in predvsem, da ne smemo se dotikati naših najbolj šibkih, to so naši otroci in kompletna bitka in čistka, ki se dogaja zdaj, je zaradi tega, ker so tako religije, kot vlade, kot elite stremele za našimi otroki, najbolj ranljivimi in za tistimi, ki si žal ne morejo pomagati sami, ki nimajo dovolj poguma, moči, psihičnih, niti fizičnih, torej v mislih imam starejše ali psihično maltretirane ljudi. In dajte se držati plana, vedeli smo, da ne bo enostavno. Ne, ni, čeprav kar se mene tiče, mislim, da smo ste hudega že ven in da je v bistvu sem še ste boljšo krpico za počistiti, ne? Ker v bistvu resnično, kakršen šov gledamo, kakršno predstavo idiotov, to je res, v bistvu film gledamo. Mi smo bili vsi opozorjeni, dragi moji, you are watching a movie, uživajte, kokice v roke in gasa. In to gledamo in to je pred nami. Precej temno sliko imam, ne? Ja, zaradi tega, ker zunaj je oblačno, zelo deževno pri nas. Ne preperite in ne pregovarjajte se z narcisom, njihove laži so njihova resnica in oni bi nas radi gledali, kako v bistvu norimo med tem, ko bi radi to dokazali. Ne, veste, oni nas spravijo ob živce, pa točno vejo, kaj je prav, pa kaj ni prav. A ne? Oni samo uživajo med tem, ko nas gledajo, kako trpimo in kako bi radi komu kaj dopovedali. Dovolimo sovražnikom njihov prostor in čas, da lahko sovražijo. A ne? V vsakem primeru bodo uničili sami sebe znotraj tega procesa. Ok, kar ne grejo, kajti tudi Satan je že v štartu obsojen na propad. Negativa je toliko časa negativna, da sama sebe znegativizira in se eliminira. A ne more neskončno v minus, ne? Nekje more priti preobrat in tukaj smo.
In tale gospa babica je pa drugače rekla, kakor jaz trdim, a ne? Tisti, ki delajo, tisti, ki obtožujejo, tisti, ki, the one doing the accusing, kaj je že accusing, tale prevod je mičken problematičen, 2 dni nazaj sem ga si mogel pomagati prevesti, zdaj mi je pa ušel iz glave, skratka obrnila je na glavo. Tisti, ki obtoža, navadno tudi naredi dejanje. Ona je pa drugače rekla, tisti, ki ne obtožuje, tudi ne dela dejanj. Ne, je bila bolj nežna, a ne? Jaz pa pravim, narciste vedno obtoži tistega, kar točno sam počne. Ne? Ali kaj? Ne, sej nima tudi dost možganov, da bi kaj več vedel. No in tisti, ki najmanj vejo, so najbolj vodljivi. Zaradi tega nas vse spodbujam k temu, da se informiramo, da probamo povezati med sabo te puzle, te pikice, zrisati v slikico in sestaviti sestavljanko. Hvala Bogu, imamo na razpolago mnogo zunanjih pomočnikov, od Qja do Assangea, do borcev, ki se borijo in borimo do tega, da bi nam osvetlili stvari, da jih razumemo in si zrišemo celotno sliko, da ne bomo nikoli več vodljivi. In nismo vodljivi že zdaj, ker je elita kot taka in religija izgubila kredibilnost in zaupanje in nikoli več ga ne bo vzpostavila nazaj, nič bat. S silo pa ne morajo iti, ker se bojijo. Ne upajo, frontalno ne bodo šli, lahko se pa sam na silo branijo. In starodavna gospa pravi, narava nam je dala vse zastonj, narava od nas ne zahteva nobenega denarja, vse, kar nas prosi, je to, da jo zaščitimo. Tale komad v ozadju sem vam dal večkrat že, da je pravi, umeri se, vse je v redu, spomni se, ko si bil ljubljen, ko si bila ljubljena. Ta občutek smo pozabili in resnično je mehkoba tega sveta, ko zaznaš, da resnično si ljubljen in lepo vas prosim, dajte strah na stran in ga ne uporabljajte, zavedajte se namreč, da smo še kako očuvani in ljubljeni, kajti prav mi, ki smo se začeli prebujati med prvimi, smo vodniki in niso to male reči, kakorkoli. In towards, my friend, towards pomeni naprej in to war. Gremo, v vojni smo, še enkrat, to sem vam že povedal in gremo samo ravno in sam naprej. In včasih svetloba ipak misli, da potuje najhitrejše od vsega drugega, ampak tudi svetloba je v zmoti. In kakorkoli se svetloba premika zelo, zelo hitro, se ugotovi, da v bistvu tam, kamor svetloba prihaja, je tema že tam in je bila prej tam, kakor svetloba. In tudi z tega kota je prav, da razumemo, da v bistvu prebijamo nekaj, kjer je že naseljeno nekaj slabega in osvetljujemo in planet, in galaksijo, in širše. Ne bom šel predelečke noter, da me ne boste imeli od zdaj naprej za norga, če ste mi že zdaj kaj verjeli. Ampak ja, pomembna dejanja počnemo. Kele se pa oziram zaradi tega, ker mi kruh vse peče, a ne? Tako da, ko bo čas, bom prenehal. Slab dan za vaš ego je odličen dan za vašo dušo. Mi smo rekli, naj nekaj umre in valjda smrt zagotovo ni lahka, sploh smrt nekaj virtualnega, s čemer smo se identificirali. Zaradi tega je ego tista stvar, ki jo moramo dati od sebe in vsak tak dan je darilo za rast naše duše, da zadiha s polnimi pljuči. No one has the right, nihče nima pravice, da kogarkoli sodi, kajti nihče ne ve, kaj je kdo dal v življenju čez. Tudi za narcise to velja, zaradi tega jaz nikogar direktno ne, to je tisto, kar sem vam v štartu rekel, res ne smemo nikogar soditi.
in mnogi ste ali pa smo slišali zgodbice o drugih, ampak nismo nikoli občutili tega, kaj je kdo dal čez znotraj svojega srca, in to je tisto, ki pravijo: obuj se moje čevlje, pol pa boš kaj več povedal in prehodi mojo pot. Seveda se jo ne da, ampak iz tega naslova moramo vedno imeti spoštovanje do vseh. To smo tisti, ki smo rekli manere na začetku, ne? Narcisi sovražijo praznovanja, rojstne dneve, počitnice, posebne dni, karkoli, kjer oni niso več center pozornosti. Oni bodo naredili vse, da vse to uničijo in frderbajo. Poznano? Poznano. Sploh tisti, ki ste še v vezi z narcisom in ves čas v življenju, ki ste mislili, da niste dovolj dobri, ne vam povem, da niste bili dovolj, ampak ste bili preveč kvalificirani, preveč izobraženi, s preveč darovi, ki jih ta svet seveda ni bil sposoben, oziroma po drugi strani jih je branil, po drugi strani pa ni bil sposoben prežvečati. Tako da te lastnosti, te kvalifikacije, ki jih imamo, moramo dati na plano, in to je to, kar imamo, kar rečemo, smo bojevniki, smo na misiji, smo bogovi, smo po božji podobi in mama Leone od Laibachov v ozadju. Nekdo je verovatno danes, nekdo je verjetno danes jezen na vas, ker ste namesto njihove drame izbrali svoj mir, namesto nespoštovanja pa ste izbrali distanco. Distanca, tisočkrat omenjena stvar, dajmo jo na mentalu, ne se petljati v argumentiranje in tako, kar nima smisla. Obdelano že, ponovimo, da ne bi kdo pozabil slučajno pred maturo. A veste to? A ti, ki maturo kupijo, oni imajo tudi kaj to srečanje maturitetnikov pa to, ali ne? Veš, rečem, na isti dan smo kupili mature, ne? Oziroma diplome, sem banda prokleta. A veste, koliko diplome je kupljenih? Ajme bože, mislim, dobro, da ne vemo vsega, če ne bi res koga dali pred strelski zid. Ampak ne bomo. Dovolj je, da smo spoznali in jih dali na distanco, in to je dovolj. Najmočnejši ljudje niso tisti, ki kažejo svojo moč pred vsemi, ko sem hud, ne, ampak tisti, ki so zmagali bitke, za katere nihče ne ve. Okay? In marsikdo izmed vas je šel čez svoja jajca in to sam, in je tukaj in zdaj in je zmagal. In čestitajte si, pa imejte si radi, ker niste tega bojevali, zato da boste zdaj pa žalostni, pa v depresiji, pa v strahu. Ne? Nismo zaradi tega se bojevali, vsak znotraj sebe. In seveda posledično prišli do svobode, vsak sam. Ne? Naši pikniki, dajmo se obkrožiti z ljudmi, ki imajo enako misijo. Misija verjetno vsem je skupni imenovalec: naj razpade gnilo. Kako? Tle smo pa še nismo prav najbolj, vešči, ampak vemo pa, da distanca pomaga, ignoranca provokacije pomaga, da prepoznavamo delovanje napačno in tako naprej. Skratka, naj propade vse gnilo in naj osvetlimo vse, kar je temnega. To je dovolj za enkrat, se mi zdi. Jaz tukaj delujem in iskreno, resnično nikogar ne sovražim. Vse, kar je, sem samo zgubil spoštovanje do ljudi. Ne sovražim te, samo zgubil sem spoštovanje. Ja, do tebe spoštovanje zajema in kredibilnost in zaupanje. Ne? Evo, Nikola Tesla, mogoče tole bolj hec. Spoštujte izolacijo, distanco in nikoli se ne dotikajte gole žice, ki ima v sebi elektriko. Ne? Ja, ta negativci, to zmeraj strese. Čim se dotakneš, zato je izolacija, distanca, tako in drugače. Zlo se skriva za najlepšimi nasmehi, medtem ko govori najlepše laži in ti bo povedala, da te ljubi, torej temačnost in zlo, medtem ko je tvojo dušo pri živem telesu. To so lopovi naših duš in naše dobre energije, in tega mi nikoli ne smemo dati in več dopustiti, da nas žrejo
črpajo, cuzajo in utrujajo, kajti ta svet je v bistvu lahko zelo utrujajoč, če jim nasedemo. Dragi moji, z mamo Leone in Lajbahi se jaz od vas poslavljam za današnji dan in se vidimo kmalu, ko mi spet kaj kapne v petino, medtem pa se zavedajte, da smo vsi očuvani, vsi ljubljeni, spomnite se, ko ste bili ljubljeni in ta občutek pripeljte na plano. Čau, čau.